se tudi jaz rad zahvalil Dejanu Komelu, Manci Erzetič in Tomažu Zalazniku za vse organizacijske napore pri pripravi te konference, na kateri mi je predstavljam čast sodelovati. Kot sodelavci Inštituta Nove revije sem imel to priložnost in privilegij, da sem spremljal priprave na to konferenco od relativno blizu in zato vem, kakšno upanje in kakšno zaupanje so bila položena in so vezana na njo v smislu spregovarjanja o bistvenih problemih današnjosti. Upam, da svojim prispevkom tega upanja in tega zaupanja ne bom razočaral. Torej ta nekoliko nenavadni naslov podaja ena taka predopomba, preden začnem s dejanskim izvajanjem. Ta nekoliko nenavadni podnaslov z uporabo te skoraj da formulaičnega zapisa preizkušnjave, seveda ni, kako bi rekel, ni kakšen prispevek k vprašanju prevajanja Biblije. Ampak z njim sem preprosto poskušal na neko približno označiti neko trojnost dojemanja ali pa razumevanja nihilizma. Na eni strani nihilizem kot tisto, kar je neka preizkušnja, skratka kot nekaj, kar smo primorani pretrpevati, obenem tudi kot skušnjava, kot tisto, čemur doma neizogibno zapadamo in kar zato, če se ne želimo temu predati, če tudi s cinizmom, terja napor določenega zadržka in določene drže, ampak obenem tudi kot tista skušnja, kot tisto izkustvo, ki ga imamo, s katerim se srečujemo na vsakem koraku, ki ga pač preživljamo. S pričujočim prispevkom želim, kolikor sam to sploh zmorem, razgraniti nekatere izmed razsežnosti vprašanja in vprašljivosti, razmerja med pesnjenjem in mišljenjem, med poezijo in filozofijo, ki svojimi različnimi, raznolikimi, historičnimi prekrižanji in križarjenji ni zaznamovalo samo gibanje tradicije, temveč je notrinsko so opredelilo tudi moderno razgibanost pesniške in mišljenjske, skratka, v najširšem smislu literarne ustvarjalnosti. Pomislimo, da nimo pač na ta bogat log, ki se kakršen se pne od predsokratikov in Platona prek številnih med postaje preštevilnih gradišč, tukaj našteva do Heideggera in poststrukturalistov, recimo. Toda, kako danes, sredi sodobnega slovenskega sveta, sodobnega tudi slovenskega sveta, za katerega se morda bolj in bolj dozdeva, da znotraj njega ni mesta ne za poezijo, ne za filozofijo, in skupaj z njima tudi ne za humanistično vednost, celo ne za humanost kot tako, kolikor se svojo kljub vsemu vztrajno, kljubovanno nenadomestljivostjo kažejo kot neumestljive, pravzaprav neumestne za tekoče poslovanje in za gladko delovanje tehnoznanstvenega, tega našega scela zmediatiziranega pogona hiperprodukcije. In tukaj mislim tudi pogona akademske sfere in pogona kulturne scene. Skratka, kako spregovoriti o tistem, kar povezuje, kar zvezuje, ampak obenem tudi razvezuje pesenje in mišljenje, njuno bližino in njuno daljavo, da si lahko drug drugemu stopita naproti ali pa nasproti, da se lahko zadržita znotraj tega razmerja. In zakaj sploh? No, vse zadnje, čemu danes razpravljati o tem in čemu na čas? Čeprav to vrstno, zagotovo pretirano problematično zastavljeno spraševanje danes, brez danje in, kakor vedno, morda zapada brez bistvenosti, brez temeljnosti, čeprav skoraj da ni več posluha za skrivnost soslišja, so pripadnosti pesnjenja in mišljenja, se bomo v nadaljevanju skušal posvetiti odnosu med hermeneutično filozofijo in filozofsko hermeneutika Hansa Georga Gadamerja in pesništvom Pavla Celana. Namen razmisleka o vezeh med dvema avtorjema, ki našemu času in našemu prostoru zdaj
vseh teh letih. Govorita v bistvu samo s pomočjo slehernikrat nezanesljivega premagovanja prostorskih in časovnih, jezikovnih in kulturnih razdalj, z napotenostjo njunega nagovora na zasilnost prevodnega posredovanja, če tudi je obenem skozi njuna dela vendarle zazvanja smisel in tudi nesmisel evropskosti. Skratka, namen nikakor ne more biti kakšna, kakorkoli dokončna ali dokončana razrešitev zagatne zagonetke, temveč predvsem v tako poudarjenem primeru ob morebitnem zasnovanju tistega nosilnega, kar Mara obenem omogoča in onemogoča, tistega nosilnega med njima, ta odnos, kar sprostitev oči in ušes za neskončno aporetično razprtost razmerja, kakor in kolikor sodoloča in pregiblje sprejemljivost njune ustvarjalnosti za nagovor njej drugega, njej drugačnega ali njej druge. Morda, kdo ve, se tako kljub vsemu na kljub, če tudi zgolj začrtanjem razločenosti ali pa celo ločenosti, zazori obzorje, znotraj katerega se lahko na novo razjasni tudi situacija, tudi slovenske sodobnosti, njenega pesninga in njenega mišljenja, njunega razmerja. Malo bom povzemal zato, ker se malce besedila se mi je malo nabralo. Skratka, poskušam ta premislek odnosa med Gadamerjevo mislijo in Celanovo pesmi, poezijo, je sicer na nek način enostranski, vemo, Gadamer je pisal o Celanu, medtem ko Celan je sicer morda bral nekaj malega Gadamerja, ampak ni kakšnih neposrednih odzivov. Ampak vsem se znotraj njunih del začrtuje določena medsebojna in paralelna presečišča. Na eni strani je seveda Pavel Celan, ki, kakor priča obsežna knjiga, filozofska knjižnica, kjer so zbrali vse našteli in transkribirali vse, kar si je Celan v svoji filozofski knjižnici, deli s filozofsko vsebino, podčrtov, občrtov, kar si je zraven zapisal. Skratka, in če ta knjiga, in če njegovo zanimanje za obsega tako rekoč celokupno zgodovino zahodne in vzhodne filozofske misli, in je v njej tudi mogoče najti nekaj sicer neanotiranih Gadamerjevih del, ki se tiče predvsem pesništva, je vendarle tudi marsikatera njegova Celanova pesem vendarle nastala tudi kot odgovor na nagovor prebranega, kot nekakšen razgovor z njim. Na drugi strani pa seveda Gadamerjeva misel pomembnost umetnosti in zlasti pesništva znotraj nje za razvoj poglavitnih potez filozofskih hermeneutike, v bistvu nekaj, kar spremlja celotno njegovo delo, od študije, en izmed takih najbolj znanih študije Platon in pesniki naprej, do prek razgrnitve hermeneutičnega izkustva in univerzalnosti hermeneutike v srednjem delu resnice in metoda in v številnih razpravah, ki so v tem delu sledili. Ampak obenem je pa tudi napisal številne eseje o pesnikih, med katerimi mogoče omenimo najbolj izrazite tisti, ki mi je več posvečal pozornosti, so Goethe, Rilke, Hilde Domina pa Stefan George. Predvsem pa Pavel Celan. Te študije Gadamerjeve so zbrane v 9. zvezku njegovih izbranih del, ki nosi pomenljiv naslov Hermeneutika v izvrševanju oziroma podnaslov Hermeneutik in Vollzug, ki na ta način zgoščeno povzema prepričanjega, kakršnega je Gadamer jedrnato izrazil v svojem kratkem retrospektivnem spisu z naslovom Samo predstavitev z leta 1975. Citiram. Kar sem učil, je bila predvsem hermeneutična praksa. Hermeneutika je predvsem praksa, umetnost razumevanja in razlaganja. Konec, tako na nek način, tako preprosto. Skratka, to spoprijemanje s pesnjenjem, poskušanje miselnega približevanja pesniškega govorice ni nekaj, kar bi bilo zunanje v hermeneutičnem izkusu. Ni zgolj nekaj, kar bi bilo zgolj neko posebej odlikovano področje njegovega hermeneutičnega udejstvovanja, ampak ravno
to izkazuje ravno resnica in metoda, in zlasti prvi del, ki je posvečen razgrnitvi problema resnice v vprašanju izkustva umetnosti. Ampak je to odločilen vpliv za razvitje teh temeljnih razsežnosti, tega, kar je poimenoval kot hermeneutično izkustvo, v vseh njegovih epistemoloških in ontoloških dimenzijah. Kot rečeno, je pa po svetu Gadamer tudi niz študij Celenovemu pesmenju, vrh katerih zagotovo predstavlja knjižica komentarjev k ciklu Atem kristal diha, ki nosi naslov Kdo sem jaz in kdo si ti, verbi njih in verbis tu. In ki pač to v skladu s to omenjeno preprosto opredelitvijo hermenevtike skuša bralcu z besedami razlage predočiti v bistvu neko izkustvo od nekega pesnika, neko izkustvo določenega filozofa, izkustvo določenega pesnika. Odlikuje je to recimo poudaril Jacques Derrida v svojem spisu Ovni neprekinjeni dialog med dvema neskončnostma, pesem, ki je posvečen Gadamerjevemu spominu. Te njegove Gadamerjeve poizkuse približevanja Celenu odlikuje neka določena neodločenost, ki se zadržuje po besedi pesmi in znotraj nje ne želi postulirati tistega, o čemer sama ne govori. Na drugi strani, da je vsaj posredni izkaz, recimo temu, pomembnosti ali pa vsaj zelo dobre recepcije te knjižice podaja Jean Grondin v Gadamerjevi biografiji, kjer pravi, da naj bi Heidegger v svojih privatnih razgovorih z Gadamerjem več hvale, v primerjavi z resnicem metodo, namenjal njegovim drugim knjigam. Citiram, knjižico o Celenu iz leta 1973 je njemu samemu pohvalil kot tisto izmed njegovih knjig, ki jih najbolj ceni. Temu razmerju, oziroma temu odnosu med Celenovim pesnjenjem in Gadamerjevim mišljenjem, poskusu razprtja tistega, kar bi ne bilo nosilno znotraj njunega odnosa, se bom poskušal v nadaljevanju približati z obravnavo pesmi z naslovom, oziroma s prvim verzom Wirk nicht voraus iz Celenove prve postumno objavljene zbirke Lichtzwang iz leta 1970. Nico Grafenauer, prvi prevajalec, ki je obsežnejši del Celenovega opusa prevedel v slovenščino, naslov prevaja kot Pritisk luči. Vicnoj, ki je pred nekaj leti objavil tako rekoč prevod, tako rekoč celote Celenovega dela v zbranih pesmih, prevaja naslov kot Prisila luči. To zbirko je za tisk pripravil pesnik sam. Še sam, tako da pač je postumno išla, ampak jo je pa še sam pripravil. Ta pesem, iz katere je tudi ta naslovni navedek, je nastala 6. decembra 1967 v pesnikovem pariškem eksilu in znotraj te zbirke zaseda ključno, pravzaprav zaključno mesto, je namreč njena sklepna pesem. In je pa to tudi ob enem pesem, ki jo Gadamer obravnava v spisu z naslovom V senci nihilizma, Im Schatten des Nihilismus iz 1990. Pesem v nemškem izvirniku in v mojem poskusu poslovenitve zveni takole. Wirk nicht voraus, sende nicht aus, steh herein, durchgründet von nichts, ledig allen Gebets, feinfühlig, nach der Vorschrift, unüberholbar, nehme ich dich auf, statt aller Ruhe. Še moj prevod, poskus prevoda. Ne napravi naprej, ne pošli proč, stoj noter, preosnovan z ničem, prost vsake molitve, blagov dan, po predspisju, nenadsegljiv, sam te sprejmem brez vsakega spokoja. Še tako v bistvu, za odtenek drugačen prevod Vida Snoja, pa zveni takole.
Ne deluj naprej, ne pošiljaj ven, stoj navznoter, pretemeljen od niča, prost vse molitve, fino stični, po predpisu, neprehitljiv, te prejemam namesto vsega miru. V sozvočju s Celanovim zrelim voznim pesništvom pesem sestavlja fragmentirani, skozi samega sebe razlomljeni, iz verza v vers raztekajoči in stekajoči se tok ene same povedi, ki je zanj je značina neka skrajna osredotočenost in zgoščenost pesniškega rekanja. Medtem ko prva kitica svojim domala velelnim, ampak vse po mojem nerazločljivo gre za nekakšno ukazovalni ali proseč ali moledujoč naklon, preklicuje tisto, kar sicer samo posredovano nagovarja onega, katerega, drugega ali morda celo drugega z veliko, v prikazovanje, tako da mu kliče naj ne napravi in naj ne napravlja, naj ne deluje naprej, naj ne pošlje in naj ne pošilja proč, naj ne oddaja ven, če prozaično prevedem. Naj se torej tako rekoč ne razdaja v delovanju in poslanju, temveč naj ostane notri, pravzaprav natančneje, naj stoji noter ali navznoter. Pričemer pa se zdi, da to in takšno stanje ne meni več kakšnega pasivnega, samoprepuščajočega se preostajanja na mestu, temveč zadobiva poteze aktivnega gibanja, kolikor mu je začrtana smer, ki seveda od nekje vodi nekam. Zdaj, kje ta nekje je vprašanje, kam ta nekam je pač naznačeno s tem noter. Ne? Se pravi, medtem ko preklicuje to samo, ta pesem preklicuje s tem velelnim naklonom samo tega drugega, samo posredno na nek način v prikazovanje in bi zato ne mara pričakovali, da bo za razprtjem do pičja, ki jo sklepa in v bistvu razklepa naprej to kitico, da bi pesem ponudila nekakšno razlago, razjasnitev tega lastnega klica in klicanja. Nasprotno, druga kitica za premorom in premokom prazne vrstice spregovori, ne da bi pobliže določila, kdo ali kaj govori in čemu ali komu govori, ne da bi pravzaprav bilo mogoče enoznačno, nedvoumno razločiti, ali to, kar pravi, velja za nagovorjenega ali za nagovarjajočega, o nečem, kar pretemeljeno, preosnovano z ničem in od njega, razničeno na nek način, razbrazdano skozi ničenje niča, kar prosto vse in vsake molitve, finostično, kot pravi smo, ali blagovdano, kot prevajam jaz, torej na nek način pretanjeno, skoraj da preblizu ali pregibno predano, stikajoče se in dajajoče se po nekem nezapisanem ali zapisanem predpisu, predspisju, snoj ta Vorschrift, Celan zapiše z vezajem, Vorschrift, in snoj zapiše tu predpis, pis zapiše z veliko. Pričemer je seveda ta z verznim prelomom izpostavljeni mogoče po predpisu, doumeti tako v smislu časovne naknadnosti, kot v smislu brezčasnega nasledništva, pričemer se vendar skozi njegovo morebitno naprejšnjo predhodnost, njeno kazalnost, morda celo ukazovalnost ali nekakšno juridičnost načelne, celo institucionalizirane preskripcije, vendarle se zrcali tudi biblični sozven. Die Schrift je tudi Heilige Schrift, se pravi Sveto pismo, zato smo piše z veliko. Vendar, kar je natanko potem svojem potem in potem svojem potem spriča njiju, zato samo na sebi kot neprehitljivo in nenasiljivo, ono, česar se ne da prehiteti in česar se ne da preseči, ker je morda samo brezkrajni kraj, ne kraj. Pravzaprav brez slehernega prehitevanja in slehernega preseganja. Nekega prediha, spet ponovno vključujočenega s prekinitvijo praznine, za katero ali po kateri tretja, ta zadnja kitica pesmi šele zares, dobesedno razgrne in se sama razpre za odnos med jazom in tijem,
kot nekim razmerjem sprejemanja, vendar sprejemanja, ki se ne konča z nekakšno spravno zmiritvijo, temveč, čeprav razlom verza, torej pesem pravi štat ala, potem je verni prelom ruhe, čeprav ta razlom verza vsemu na kljub vsemu naznanja tudi napotitev k miru, k spokoju, vendar s pripoznanjem nekakšnega namestništva brez spokojnosti. Če podobno, kot smo prej slišali glede tistega sonornega in honoriranega niča, bi tudi ta štat lahko, če bi ga samo slišali, zapisano je z malo, ampak če bi ga samo slišali, bi lahko ta štat bil tudi razumljen tudi z veliko, kot kraj vsakega miru. K temu se še vrnemo. To je recimo nekakšen poskus zelo približen poskus približanja nekega ali prezapisa pesmi v neko bolj prozaično obliko, kar je seveda samo na sebi malo nenovadno. Če zdaj pač po tem prezapisu poskušam se posvetiti na kratko o Gadamerjevi interpretaciji pesmi v omenjenem spisu, v katerem ne obravnava samo te pesmi, ampak obenem ob znameniti Celanove pesmi Tobna oblak, ki, kot verjetno veste, spregovarja o srečanju Celana s Martinom Heideggerom. Ampak obravnava Gadamerov je tudi postumno objavljeno pesem Gottfrieda Benna, Dan gliederten sich die Laute, potem so zvoki se zvrstili. Skratka, predno poskušam naznačiti te bistvene značilnosti, zelo samo izpostavljeno schematično Gadamerjevega tolmačenja pesmi, da v skladu pred starodavnim hermeneutičnim načelom soopredeljevanja delov in celote najprej posežem k koncu s pesmi. V njem se pač mislec na svoj način približa tistemu, kar naslov naznačuje s tem nihilizmom. Prav medtem, ko obravnava, pravzaprav v bistvu besede nihilizem v samem spisu uporabijo Gadamer samo enkrat, takrat, ko omenja ta Nietzschejev zloglasni razglas o smrti Boga. Toda to, kar s tem misli, se ne mara jasneje, če tudi indirektno pokaže, ko se pač ob sklepu svojega razmišljanja ozre k zgodovinskemu in umetno-zgodovinskemu dogajanju 20. stoletja, namreč k svetovnim kataklizmom, ki so ga zaznamovali, in globokosežnim premenom, s katerimi je umetnost skušala odgovarjati na nje. To dogajanje zajame s pojmovanjem dvojnega, nekakšnega dvojedinega preloma. Na eni strani preloma, kot ga imenuje z omikano zavestjo historizma in njegove osnovovalne blaženosti, in na drugi strani preloma kot temeljne zgroženosti spričo nemoči tega istega sveta v njih. Čeprav po Gadamerju moderna umetnost ohranja neko možnost ali celo premožnost pričevanja o celem, zaceljenem svetu, jo vendar obenem zaznamuje tudi nezaupanje glede preenostavnih, rokohitrskih razrešitev. Takole pravi v eseju o nihilizmu glede tega, tudi nazaj na Celanovo. To se mi zdi dejansko ozadje o Celanovem pesniškem ustvarjanju in najdeva v zaključni pesmi, iz katere smo izhajali, to je ta pesem Del knjig Foraus, naravnost dobesedni izraz. Postulat harmonije, ki smo ga v vseh srečljivih smiselnih skrivanjih doslej ohranili, kot zanesljivo pričakovanje smisla, se je odtegnil. Skrivanje smisla je zdaj pozdravljeno v stanju pričakovanja, pri katerem raztapljanje takšnega skrivanja, končanje z novo harmonijo ni več predpostavljeno. To je sesutje pričakovanja smisla, ki je nekakšno vztrajanje brez vnaprejšnjega delovanja in brez vere v blagor zacelitve. Konec. Seveda Gadamer, ne glede na to izjavo o sesutju pričakovanja smisla, v svojih interpretacijah pesmi tudi tako pač
v tem eseju, kot v knjižici o Celanu, nenehno vztraja pri tem, da pri tistem, kar se daje kot smisel, pri tem, da govorico pesmi, ne glede na to, kako kompleksno in kako krhko je sestavljena njena bistvena pesniška izpovedba, celo do tiste mere, kjer se ne mara, da zdi, da je pomensko tkanje samo sebi razpada, vendarle verjame, da nekako se zaznamuje neka smiselnostna enotnost. In naloga interpreta in bralca po Gadamerju je ravno na tem, da skuša slediti interpret namreč svojimi besedami, slediti temu izkustvu in ga predočiti in preprosto povedati, kaj in kako je razumno. Tako se pač po njegovem dogaja izpolnitev in izvrševanje smisla. Seveda se, ne bom malo skrajšal, da pridem k zaključku, da ne bom predolg. Ne bom pač morda v pisni obliki, morda natančnejo dejansko v Gadamerjevi interpretaciji te pesmi. Tisto bistveno, če povzamem, je to, da ta nagovor pesmi Gadamer razume kot nagovor Boga. To bi sicer lahko, mislim, tukaj kot pri Celanu, kot vedno se zadeve, takoj, ko se začnemo malce poglabljati in takoj, ko se skušamo zares poprijeti z njegovim pesniškim rekanjem, precej zapletejo. Namreč tu notri tistega, česar mogoče Gadamer niti ni mogel vedeti, ali pa je namreč ta pesem je na nek način pravzaprav sestavljena iz bolj ali manj dobesednih naredkov iz sodobnega Quintovega prevoda znamenitega traktata von Abgeschiedenheit, v prevodu Wiedersnoja o odmaknjenosti znotraj pač mojstra Eckarta. Lahko bi rekli tudi o razločenosti. Ali, če bi uporabili slovenski prevod Heideggerovega dela Na poti do govorice, kjer sicer v tistem eseju mojstra Eckart ni omenjen, pa govori pa o Abgeschiedenheit s strahom, bi lahko govorili o poslovljenosti. Da skrajšam in zaključek. Toda, če tudi Celanova pesem morda govori Bogu, ne govori o njem, in če tudi pesnikovo govorico navdihuje mistikovo razmišljanje o odmaknjenosti, ne govori o njej, temveč spregovori o nič. Če mojster Eckart govori o odmaknjenosti ali o razločenosti, separaciji, abstrakcijo, piše v oponi, Abgeschiedenheit, kot tisti vrlini duše, vrlini notranjega človeka, ki zmore Boga prisiliti k milosti njegovega sestopa k kreaturi in k njunemu zedinjenju, bistvena premena znotraj Celanove pesmi zadeva ravno vprašanje miru oziroma spokoja. Skratka, medtem ko po mojstru Eckartu Bog po vseh stvarih išče miru in spokoja, medtem ko je največji mir in največji spokoj mogoče najti v razločenem oziroma v odmaknjenem srcu, Celan, čeprav s tistim verznim prelomom, ki daje možnost zaslutiti nekaj drugega, neko, recimo bom poenostavim izražen, neko temeljno izpostavitev človeškega prebivanja v svetu, neko izročenost, ki je neko soočenje z ničem. Samo še pesem sama, če uporabim primero, ki se je pri opisovanju razlikovanja med zunanjim in notranjim človekom posluži mojster Eckart, niha zlasti svojo osrednjo, z dvema premoroma razločeno kitico. Sredi neodločenosti kot tečaj vrat, ki se skozi skušnjo niča razpirajo drugemu. Tudi ta pesem, njena govorica stoji sredi tistega, kar je Celan v svojem govoru prejemov Büchnerjeve nagrade in njegovo skrivnost srečanja. Ko sami stojimo sredi razbesnjeno navaljujočega kolesja, ki grozi, da nas bo pogoltnilo in zmelo v prah, pesništvo hrani, samo hranjeno željo skozen oni ništrc,
s katerim raste in pada človeški svet. Brez katerega bi bili in nismo nič drugega, kot skozen katerega molimo kot nekakšni štrstni biti. To je v mojem drhtenje življenja. In ravno na tanko v tem hranjenju prebivanja se na nek način skriva sodobnost slehernega, ne samo cela novega pesništva, kolikor je res pesništvo, kolikor k nam prihaja od svojega lastnega drugega, od srečanja z njim. In samo kot tako je nemara lahko zares sodobno z nami. In še zaključek, kaj zdaj vse to pomeni sploh za tisto vprašanje razmerja med pesnjem in mišljenjem, iz katerega sem izhajal, ki oba na svoj način prestajata ta nič, ki smo mi sami. Tudi tukaj bom zaključil z napotilom besed, s katerimi ga Damer, in to bo bolj vprašanje kot kaj drugega, s katerimi ga Damer, ozirajoč se na lastno prehojeno pot, tudi na svoje srečanje s celanom, skleni tisto svojo, že prej citirano samo predstavitev. Razmerje filozofije in poezije stoji v središču teh raziskav. Razmišljanje o tem mi služi in lahko služi vsem, da nenehno pomnimo, da Platon ni bil Platonik in da filozofija ni skolastika. Konec. Hvala za vaš.